Luka Karim, živijo. Živijo, dober dan. Jaz sem se kar povabila v ta vajin drugi dom. Dobrodošla. Hvala. Koliko ur in duše sta spustila tukaj že? Duše velik, ur pa naštejem. Zelo velik. Petino svojega življenja sem preživel z njemu. Jaz pa četrtino. No, to je kar lepa statistika. Je. A se spomnite, kako je izgledal prvi klic, sestank, so vas prvič poklicali pa vprašali, če bi mogoče sodelovala in bila slovenska sodnika Masterchefa? Bil sem v svojem ateljeju in pride klic in sem šel na audicijo. In pač očitno sem dobro upravil. In ostalo je zgodovina. Ja. Ti se spomniš? Ja, in ne pozabil, ko sem bil sicer izbrana, ne? Me kličejo in mi rečejo, Alma bo, to sem vedel, pa Karim. In jaz grem takoj googlat Karim. Jaz sem bil prepričan, da sem med dvema ženskama. Okay. Ampak pa tega spoznam. Ampak je v redu, ne? V redu je, v redu je. In zakaj recimo ste rekla da? Se spomnite, kaj je prevagali, da ste rekla da? To, da je pač neka nova izkušnja, da je televizija, ali da je pa sodelovanje v neki taki licenci svetovnik, je vse neka čast, da ste zraven? Dobrodošli v največjem kuharskem tekmovanju na svetu. Jaz bom tako rekel, da verjetno nek ta format in tako naprej. V tistih letih sem si želel verjetno tudi nekaj izpostavljenosti in tako. Predvsem pa mene zelo zanima ta pedagoški način. In pogled malo. Ti veš, kaj gledam? Manj je več. Vse dal vse noter. Jo še enkrat probi. Bil sem res vesel in počaščen, da sem pravzaprav bil izbran in da sem danes tukaj. V bistvu že prej smo v Sloveniji gledali Masterchefa, v bistvu ameriškega. Vedno me je pa zanimalo, kako izgleda snemanje. In moram reči, da je precej drugače, kot sem si predstavljal, ker mi je super, ker je ena nova izkušnja, tudi konec koncev veliko se naučiš. Ja. No, ti si že prej omenil ta pedagoški vidik, to sem pa jaz odhotela vprašati, da v bistvu eden izmed pomembnih vidikov te oddaje je tudi neko kulinarično izobraževanje, ne samo tekmovalcev, tudi gledalcev doma. A se vam zdi, da je to v bistvu globje poslanstvo te vloge, ki jo imata? Jaz sem prepričan, jaz bom zdaj tudi javno se zahvalil Pop TV-ju. Ob obletnici se že spodopa, ne? Ob obletnici se spodoti, ampak v imenu ceha, gostinstva, turizma in vsega tega, da pravzaprav kot hiša, kot Pop TV, naredi toliko za promocijo našega poklica. To je en vidik, drug vidik pa je, da pravzaprav ljudje, ki doma sedijo pred televizijo, izvejo nekaj novega, nekaj, kar se dogaja v svetu kulinarike. Zmeram rečem, da sem zelo vesel, da ko oblikujemo nov izziv za naše tekmovalce, tak, da pomislimo na tistega, ki sedi pred ekranom in to spremlja. In kaj se bo naučil, na kakšen način, in največji dosežek pa je, da naslednji dan se cela Slovenija o tem pogovarja. No, zdaj sta pa že televizijska veterana, stopata v 11. sezono. A se spomnite, kako je bilo, ko sta v prvi sezoni prvič prišla skozi ta vrata? Seveda, prve ne pozabiš nikoli. Rukija, kako je bilo? Upam, da so se zbrisali tisti prvi posnetki. Prva sezona, vsi smo se učili, sploh sodniki smo se učili. Nisem si predstavljal, da bo tako, da bom rekel, da je bilo čisto enostavno, ni bilo. Veliko se je bilo treba naučiti. In očitno, ne vem, gleda smo se nekaj naučili, da so še tle. Ampak, če se spomnimo še čisto prve sezone, sta imela pač žensko družbo. Ja, Almo, seveda. Kako je bilo, tako se spomnite? Alma je bilo, za Almo smo se zelo zabavali. Ja. Res, v zadnju smo se mi toliko presmajali. No, Alma vaju lepo pozdravlja. Ki vam tudi pošilja en video. Res! Ja, no, da vidimo. No, da je, gospod Marjadi, si? No, da je predvsem. Živela sem skupaj. Lahko rečem, da sem še vedno pod odtisom naše dogodivščine, bici, da ni bilo, tekmovalci, njihove zgodbe, veliko uspeha še naprej. Čau. Ja, to pa lepo. Ja. Ampak, če se sam Mihan še ozremo nazaj, pa vsa ta leta do zdaj, koliko bi pa vidva rekla, da se je spremenil nivo krožnikov, ki jih dobita pred sabo? Jaz mislim, da za vsako sezono pride, rečemo, generacija tekmovalcev, ki so stopno višji, kar je normalno. Zdaj, tisti, ki so bili v prvi sezoni, niso mogoče gledali tujih Masterchefov, zdaj te, ki so, rečemo, prišli letos, pa 10 sezon nazaj lahko si ti pogledaš, in si bolj pripravljen, na ta račun so pa potem tudi krožniki boljši, jedi mogoče bolj kompleksni in tako naprej. Kaj pa sam produkcijski nivo ustvarjanja oddaje? Se vam tudi zdi, da v bistvu z leti se nivo dviguje? Absolutno. In kar je meni sploh všeč je to, da z vsako sezono je tudi ekipa kot celota bolj uigrana. Kakšen pečat sta pustila Bine in Mojmir? Oj, zame kuha.
Vine je res televizijski obraz že dolgo časa. Če smem reči na tej točki, da tle bi tudi jaz pohvalil Pop TV, mislim, da je od takrat, ko se je snemala Gostilna išče šefa, pa do danes šla kulinarika v Sloveniji tako navpično. Kar se pa tiče Mojmirja, moramo pa reči, smo pa dobili eno mlado kri, polno nekega znanja, navdušenja in veselja. Če so vkusi tako dobri kot izgled, če nimaš kaj bati. Če bi jaz prvo sezono tako posnel, kakor je on lansko let, ala mu vera. Ne moramo zdaj, če imamo video od Alme, ne moramo zdaj spregledati še ostalih dveh. Ne, nimam žal. Nimam videa, Karim, oprosti, od Vineta. Ne me hecaj! Kaj pa ti tli? Alma bi še mogla biti tukaj, žal je službeno odsotna, ampak a ste bili kdaj vsi štirje tukaj na tem mestu? Ne, vsi štirje, hkrati pa ne. Evo. Vine iz Goričkega v Masterchef. Kako je biti nazaj na kraju zločina? Prav, lepo je bilo spet prijeti, ko sta vrata noter, veš, ne? To je cool moment. Mojmir, ti nisi veze ruki, a ne? Zdaj pa žele druga sezona. Ajde. Kako se ti počutaš tukaj? Ne, top. Je v redu? Top. Zdaj prva sezona itak je bilo še malo živčki, tretje. Ampak ne, se razumemo, itak je fajn, ker se že odprej poznamo. Zdaj pa pač delamo. Vine, ti si kulinarično zaznamoval še druge popove projekte, to ne smemo spregledati. Bohinc! Ljubo! Delal si nekaj za Ja šefa, a ne? In pa Gostilna išče šefa. Kar se Ja šefa tiče, se mi zdi, da je bil tudi en tak ključen projekt. Se pravi, vse, kar je bilo hrane, vse, kar je bilo teh nekih sestavin na pultih, na krožnikih. Ki je vse prišlo izpod mojih rok. Gostilna je pa itak, ne. Tako se kuha, bravo. Se mi zdi, da se je tudi v Sloveniji zelo lepo parela ta gostilna. Zadnje vprašanje, kaj želiš ekipci ob novi sezoni? Jaz jim želim to, da čim bolj sfurajo to sezono, res pa kakorkoli še bo naprej. Hvala lepa, ker ste prišli. Mi vas pustimo, da se malo pomenite, ker se niste dolgo videli, tako da hvala lepa še enkrat. Hvala za to. Hvala lepa.